Dober dan, to je N1 studio. Tik pred prvo obletnico parlamentarnih volitev, na katerih je slavilo Gibanje Svoboda, se ekipa Roberta Goloba zagovarja na interpelaciji celotne vlade. Četrte v zgodovini, vse je vložila SDS Janeza Janše. V kar 14-urni razpravi je večina očitkov uperjenih v združitev Muzeja slovenske osamosvojitve in Muzeja novejše zgodovine ter ukinitev Urada za demografijo. SDS vladi tudi očita opustitev dolžnega ravnanja na področju nezakonitih migracij, zdravstva in javnofinančne politike, zelo kritični so tudi do kadrovanja. Golob pa pravi, interpelacija je norčevanje iz ljudi. Spoštovana gosta, dober dan, z nami sta poslanca dveh največjih parlamentarnih strank, Lenart Žavbi Svoboda in Rado Gladek SDS. Dobrodošla. Hvala. Začnimo midva. Gospod Gladek, vaš predsednik Janez Janša je ob vložitvi interpelacije dejal, da to ni interpelacija za zamenjavo vlade, ampak klic k razumu. Zakaj? Poglejte, interpelacija je zastavil določen inštitut parlamentarnega nadzora. Se pravi, mi že od samega začetka delovanja te vlade opozarjamo oziroma se ne strinjamo z določenimi potezami in tukaj je sedaj priložnost, da se od temu še enkrat odkrito pogovorimo. Zato tudi interpelacija proti celotni vladi, ne proti posameznim ministrom, ker se je na različnih področjih zgodilo po našem mnenju nekaj napačnih korakov in zato interpeliramo pač celotno vlado. Ampak nekako večji del interpelacije pa je namenjen oziroma govori o združitvi muzejev, ne? Torej temu dajete vendarle v tej interpelacijski razpravi največji poudarek. Glejte, Slovenska demokratska stranka je stranka, ki zagovarja vrednote in samostojna Slovenija je ena od največjih vrednot, ki jo je naš narod si priboril. Tako da Muzej slovenske osamosvojitve je sicer neka glavna točka, bi pa opozoril oziroma bi pa rad poudaril, da so tukaj še druge, kot je ukinitev Urada za demografijo, davčna zakonodaja, zdravstveni problemi v zdravstvu in tako naprej. Tako da muzej je izhodišče, bomo podpirali še druge teme. Gospod Žavbi, vaš predsednik, premier Robert Golob, pa pravi, interpelacija je norčevanje iz težav, s katerimi se soočajo ljudje. Zakaj in kako odgovarjate gospodu Gladku, ki pravi, da je osamosvojitev ena od največjih vrednot Slovenije, vaša vlada pa je združila ta dva muzeja? To, da je interpelacija norčevanje, pokaže že ta čisto osnovna forma interpelacije. Zdaj, po podatkih neke novinarske hiše, ki je analizirala besedilo interpelacije, so ugotovili, da se 28% besedila sklada za interpelacijo zoper kulturno ministrico, ki jo je vložila Nova Slovenija. Torej, to je en ta tehnični vidik. Drugi je vložila, ne? Ki je ni vložila, ker ni imela podpisov. Tako. Zdaj, drugi vidik tega je, da v resnici gre pri tej interpelaciji 22 strani, od tega 14 strani namenjeni samo Muzeju slovenske osamosvojitve. Ostalo je pa balast, ki so ga pač nekako po logiki tistega, kar je bilo najbolj aktualno, nametali v to interpelacijo. Zdaj, če smo že pri samem zdravstvu, ki je trenutno ključna tema in namenjajo v interpelaciji približno polovico strani. Kar se tiče samega Muzeja slovenske osamosvojitve. Muzej ali pa ustanovitev Muzeja slovenske osamosvojitve ima 4 ključne težave. Bil je pripravljen brez projektne dokumentacije, investicijske dokumentacije, bil je pripravljen brez strokovne razprave o tem, ali je ta ustanovitev potrebna in zadnji dve in za moje pojme ključna dva razloga sta bila pa v tem, da je ta muzej brez zbirke in brez prostorov. Zdaj, v praksi, kako to izgleda, ne? Tam je na Jamovi je ta muzej, prostore si deli, pozor, z podjetjem, ki laminira obrvi. Meni se to zdi kot nekomu, ki zagovarja vrednote slovenske osamosvojitve in borbe slovenskega naroda za avtonomijo, nekoliko ponižujoče, da je neka taka kvazi institucija prisotna v isti stavbi kot laminacija obrvi. In druga stvar, kot sem rekel, brez zbirke. Zdaj, zbirka po dostopnih informacijah, kamor so šli tja novinarji pogledati, kaj je v zbirki, je ena glasovalna skrinjica, ena glasovnica, nekaj pričevanj o dr. Pučniku strani ljudi, kot je Bernard Brščič, potem ene Elanove dile, Elanove smučke, ki so položene na sceno in tako zvana inštalacija, ki je po stropu. Zdaj, to ne zagotavlja
avtonomnega delovanja muzeja in je pač brezpredmetno. Zato bo združitev tega muzeja z muzejem novejše zgodovine v muzej novejše in sodobne slovenske zgodovine prinesla okrepitev tematike slovenske osamosvojitve. To bo prineslo okrepitev tematike slovenske osamosvojitve. Kako odgovarjate na te očitke in tudi to, kakšna je zbirka in kje se ti prostori nahajajo? Poglejte, tudi Slovenija, za osamosvojitev Slovenije ni bila narejena projektna naloga, ne. Se pravi, to je bil nek dogodek, nek spontan dogodek, ne. In mi smo ocenili, da po 30 letih samostojne države bi pa že najbrž bil trenutek, da zmoremo ta čas oziroma to veliko zmago slovenskega naroda tudi dokumentirati v muzeju. No. Tako da noben muzej ni na začetku poln, bom temu rekel, a ne, se pravi, zbirka se dopolnjuje, eksponatov pravzaprav ne manjka. V končni fazi imamo že zdaj različne ločene muzeje, ki tudi v svojem bistvu določen, pa ne mislim na muzej, za katerega kolega Lenart misli. Recimo, če gledamo, ne vem, muzej vojaške zgodovine v Pivki, ne, tam je velik del osamosvojitve. Zdaj, a bomo tudi to preselili v Ljubljano, a ne. Tako da, še enkrat, jaz mislim, da je prav trenutek, da bi imeli muzej samostojnosti Slovenije in kdor je po svetu, če ste kaj hodili po svetu, večina držav to vrstne muzeje imajo, pa če gledate potem tudi tematske muzeje, ne vem, če ste hodili po Franciji, recimo muzeji druge svetovne vojne, praktično, mislim, neskončno število muzejev, ki so pač namenjeni oziroma opozarjajo pač na določene dogodke v zgodovini, v tem primeru človeštva, pri nas pa Slovenije. Kaj pa ta očitek, da je muzej v prostorih, kjer je tudi firma za laminiranje obrvi, kar vaš kolega Žavbi navaja? Glejte, v tistem trenutku pač ni bilo mogoče najti boljšega prostora, ampak to je vse živa stvar, se pravi, mi lahko poiščemo, v končni fazi zgradimo objekt, ki bo namenjen izključno temu, tako da to je začetek in pustimo čas v čas, da se zbirka dopolnjuje, da se prostor izboljša in tako naprej, tako da jaz mislim, da ne bi smeli tega že v kali zatreti, ker govorimo res o pomembnem trenutku za našo zgodovino. Kaj pravite na to? Ni na mesto, da se to v kali že zatre? Vse je bilo v osnovi ravno kar vse to, kar sem povedal prej, v praksi pokazano, ne, pač ničesar ni, kar bi ta muzej lahko imel. Nima zbirke, ni prostora, ni strokovne razprave o tem. Torej, ta muzej je nastal iz nič in je bil politični projekt prejšnje vlade. Jaz sem absolutno prepričan, da bo v novem muzeju sodobne in moderne in sodobne zgodovine osamosvojitev dobila svoj zaslužen prostor v muzeju. Menite pa, da odločitev te vlade, da ga združi, ni bila politično motivirana? Tudi to vam namreč očitajo? Ne, to je bila stroka čez politiko. Gospod Gladek? Glede na hitrost odločitve, bi dvomil, da ni bila politično motivirana, ker drugače bi pustili čas v čas, da stroka svoje pove, tako se je pa kljub nešteto drugih problemov je bila to ena od prioritet sedanje vlade, da se ta muzej ukine. Tako da definitivno politična odločitev. Jaz s tem ne bi strinjal, 7 mesecev je minilo tega, da je vlada nastopila, pa da je se odločila po strokovnih argumentih ta dva muzeja združiti. Tukaj absolutno ne gre za nobeno rokohitrsko odločitev. Šlo pa je pri ustanavljanju za rokohitrsko politično odločitev. Gospod Gladek? Kratka replika, 7 mesecev. Mnogokrat poslušamo, da je sedanja vlada na oblasti samo par mesecev. Ne? V tem primeru je pa 7 mesecev veliko, da lahko narediš, da lahko ukineš muzej slovenske osamosvojitve. Gospod Gladek, danes bo zaradi združitve muzejev potekal tudi protest Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, ki interpelacijo vlade podpira. Kot pravijo, protestirajo proti rušenju temeljev slovenske enotnosti in državnosti. Se boste temu protestu pridružili? Jaz osebno po vsej verjetnosti ne, zaradi obveznosti, drugače pa z veseljem, sem tudi član VSO-ja, tako da absolutno podpiram. Kako pa ta protest vidite vi, gospod Žavbi? Zdaj v Sloveniji imamo približno 3 neka združenja, ki naslavljajo tematiko vojne za Slovenijo. Sprav, imamo veteransko organizacijo, imamo Sever in imamo VSO. Prvi dve,
ki sem jih omenil, spravo Združenje veteranov za slovensko osamosvojitev in Sever imata skupaj približno 25,000 članov in ti dve združenji se strinjata z vladno združitvijo ti dveh muzejev. Na tretji strani imamo potem VSO, ki združuje po javno dostopnih podatkih slabih 1000 članov, tako da se mi tukaj ne zdi reprezentativen v polni meri tega, kar bi mogla reprezentativnost biti. Ni reprezentativno to združenje VSO, gospod Gladek? Poglejte, o reprezentativnosti pa res ne bi izgubljal besed, ker ravno kolegi Svobode so si lahko velik del zasluge za njihov uspeh na volitvah pripišejo aktivnostmi določenih družbeno-civilnih gibanj, ki so mnogo manj številčne, pa so imele pomembno vlogo pri političnem dogajanju oziroma v predvolilnem času. Tako da to primerjati številčno, mislim, da ni korektno. Kaj pravite na to? Mislim, da je tle predvsem osnovna moja poanta je, da imamo dve organizaciji veteranski, ki imata številčno premoč in se strinjata z vladno odločitvijo, na drugi strani ena manjša politična organizacija, podaljšek ene politične stranke oziroma stranke in pol. In zato za moje pojme to ni reprezentativen izkaz želja in potreb veteranskih združenj za vojno za Slovenijo. Kratka replika, potem gremo naprej. Glejte, smo v demokraciji in mislim, da vsak lahko izrazi svoje stališče, tako tudi VSO, jaz ne vidim s tem. S tem se pa absolutno strinjam, nobenih težav, če je protest. Sej to je pa tudi ena bistvena razlika med to vlado in prejšnjo vlado. Mirno se lahko protestira brez tega, da bi te specialci ali ostala policija iz trga republike odstranila. Je namen razprave zdaj tudi dogajanje pred 2 leti? To je bilo pred dobrim letom. Bomo šli tu naprej. Ukinitev Urada za demografijo, gospod Gladek, tu vladi očitate, da želi razgraditi narod, družino, tudi kulturni marksizem navajate v tej točki. Kaj točno s tem mislite? Poglejte, vsi se zavedamo, da smo, že kot narod smo majhni, se pravi, slabih 2 milijona nas je. Kot družba se staramo, imamo težave, vse manj aktivnega prebivalstva in definitivno moramo nasloviti oziroma nastaviti demografsko politiko. In izključni namen tega urada je bil, da se začne ukvarjati dejansko z vsemi problemi tako mladih kot starejših in išče rešitve, da, če govorimo pri mladih, od stanovanj do odločanja za družino in tako naprej, pri starejših pa za dostojno starost. Tako da to je bil izključen namen in spet, kot sem že prej rekel, ena od prioritet sedanje vlade, da to ukine. Jaz ne trdim, da je bilo vse idealno pripravljeno, ampak bili so nastavki in ne razumem, zakaj je potrebno to uničiti, ne pa skupaj izboljšati. Gospod Žavbi? Izvorno analizo se lahko strinjam. S to analizo, da v Sloveniji imamo težave z razmerjem med aktivnim in upokojenim prebivalstvom in da se bo to iz leta v leto verjetno, da se bo to razmerje še višalo oziroma nižalo. S tem se lahko strinjam. Zdaj, nikakor se pa ne moram strinjati, da bi urad, ki ga vodi Aleš Primc, ki absolutno ni kompetenten za to, da bi usklajeval stanovanjsko, socialno, družinsko in vse ostale politike in vsi ostali kadri, ki so bili nastavljeni na Urad za demografijo, da bi karkoli pripomogli k temu, da se slovenska demografska slika izboljša. Kaj pa lahko prinese k izboljšavi slovenske demografske slike, pa je robustna stanovanjska politika, ki jo ta vlada začenja in jo bo kmalu tudi zakonsko implementirala, potem neka ustrezna dohodninska, davčna politika, ki bo mladim omogočala, da se tako na eni strani lažje prodrejo na trg dela, kot potem na njemu preživijo in še mnogo drugih rešitev. Se pravi, s pozitivnimi politikami lahko to kulminira v pozitiven ali bolj pozitiven demografski trend. Aleš Primc ni vodil tega urada, bil je pa tam zaposlen, samo toliko v pojasnilo. Gospod Gladek, kako odgovarjate na to in bom še enkrat ponovil vprašanje odprej, kje vi tu vidite kulturni marksizem? Poglejte, pojem kulturni marksizem je zelo prisoten v zadnje čase. En od glavnih manter je razgradnja družine. Se pravi, tradicije,
ki v končni fazi je tudi Slovenijo pripeljala do razvoja, kjer smo trenutno. In poudarjati oziroma zanemarjati temeljno celico praktično vsake družbe in ji zmanjšati pomen je po mojem mnenju, pa tudi po mnenju naše stranke popolnoma nesprejemljivo. Tle bi kontekstualiziral, kaj to kulturni marksizem sploh je. Ne? Ko vpišemo termin kulturni marksizem v Google, nam vrže nazaj rezultat skrajno desničarska antisemitska teorija zarote, ki ima svoje korenine v terminu kulturbolševizmus iz pred časa druge svetovne vojne iz Nemčije. Kulturni marksizem je postal populariziran v skrajno desničarskem diskurzu po letu 2000. Zdaj, kulminacija prva tega je bila v okoli tistega groznega dogodka na Utoji, ko je Breivik pač ubijal nedolžne otroke in je v resnici konstrukt. Kulturni marksizem v teoriji nikjer ne obstaja. Ne? Zdaj, če gremo, se zdaj sprehodimo do, ne vem, reprezentativne fakultete, ki poučuje politično teorijo ali pa filozofijo, ker je to povezano, se pravi, ko gremo na filofaks, ko gremo na FDV in se tam pogovorimo, kaj je to kulturni marksizem, z ljudmi, ki to proučujejo, vam bodo povedali, da tega izraza do 2000 ni bilo in da je to poln konstrukt, ki so ga nekatere organizacije konstruirale za to, da bi upravičevale svojo lastno politično agendo. Konstrukt skrajne desnice? Poglejte, tudi marksizma ni bilo, dokler ni Marks predstavil svoje teze, tako da to so pač teorije. To je vaš odgovor. Gospod Žavbi, a je šel predsednik SDS Janša s to interpelacijo res preko meje zdravega razuma, kot pravi minister Bešič Loredan? Jaz mislim, da je šel predsednik SDS Janez Janša preko meje zdravega razuma pri vseh interpelacijah, ki jih v zadnjem času vlaga. Če se me spomin ne vara, je to 24. zaporedna interpelacija SDS-a, ki ne bo uspela. Interpelacija je v normalni demokratični družbi institut, preko katerega lahko opozicija nadzira delovanje koalicije oziroma vlade. In je v ostalih zahodnih demokracijah spoštovan institut. V Sloveniji smo ta institut razvrednotili do tega, da je postal politična farsa in da v tem kontekstu je šel preko meje zdravega razuma, ne samo s to interpelacijo, ampak že zdavnaj prej. Politična farsa? Poglejte, interpelacijo ni vložil gospod Janez Janša, ampak je vložila poslanska skupina s prvo podpisano Jelko Godec. Prvi je pa novico sporočil javnosti predsednik Janez Janša. Pač predsednik stranke. To je naša v tem mandatu druga interpelacija. Prva interpelacija je bila proti ministrici Bobnarjevi. Fajon. Pardon, še ne Fajonom sem pozabil. Mi smo jih pa doživeli, v prejšnjem mandatu smo jih doživeli 8. Se pravi, pod našo vlado. Se pravi, v dobrih 2 letih vladanja smo se morali 8-krat oziroma so se morali 8-krat naši ministri zagovarjati na interpelacijah. Kot že na začetku rečeno, v tem ne vidim nobene težave, pač en dan razprave, odpiramo teme, iščemo odgovore in mogoče na koncu sprejmemo tudi določene sklepe. Zakaj pa potem mislite, gospod Žavbi, da SDS to počne? V bistvu gre za neko stvar, ki jo spremljamo že od prvega dne po volitvah. Torej pač, kot je bivši poslanec SDS-a in bivši finančni minister Šircelj povedal, cilj opozicije je zrušiti vlado. To je povedal na svojem zagovoru za finančnega ministra pred konstituiranjem tretje Janševe vlade in v tem je štos celotnega dela stranke SDS v zadnjem letu, od famoznih 30 zakonov na začetku mandata do referendumov, do te interpelacije in prejšnjih interpelacij. To je neka klasična igra rušenja in na to mislim, da moramo volivke in volivci in vsa kritična javnost pokazati in se temu zoperstaviti. Gospod Gladek? Moramo biti pri tem realni, da zrušimo pri trenutni sestavi državnega zbora najbrž težko kaj. Lahko pa opozarjamo in to je eno od orodij. In gremo zdaj še k drugim očitkom iz interpelacije. Zdravstvo, nezakonite migracije, javne finance, kadrovanje. Kaj konkretno tu očitate vladi?
Kar se zdravstva tiče, je bilo v predvolilni kampanji danih kar nekaj obljub, ne bi ponavljal 30 dni do specialista in tako naprej. Ampak spet, takoj po nastopu nove vlade, ukinitev urada za primerjavo za kontrolo cen. Se pravi, eden od glavnih, po moje oziroma tudi po mnenju naše stranke, težav v zdravstvu so cene. Se pravi, nabavne cene medicinskega materiala. Prejšnja vlada je ustanovila urad, ki naj bi bdel nad tem, ki naj bi opozarjal, po kakšnih cenah se lahko kaj dobi. Sedanja vlada brez kakršnekoli temeljite analize urad ukine, po drugi strani pa stalno opozarja na probleme. Ampak opozarja samo na probleme financiranja, premalo pa po našem mnenju, kaj pa lahko v samem zdravstvu naredimo tudi na podlagi na strani stroškovnega dela. Bi odgovoril glede urada, o katerem je kolega Gladek govoril. Zdaj, ta urad je bil v neskladju z direktivo sveta iz leta 2014, torej to je urad, ki je bil v zakonu ZJN 3C, zakon o javnih naročilih varianta 3C, in to smo pač mogli narediti zato, da ne bi bili v neskladju z evropsko zakonodajo. Na drugi strani pa tudi sama forma tega urada je po mnenju mnogih za to strokovnih pravnikov bi imela lahko posledice celo v manj transparentnem izvajanju javnih naročil. Drugo je pa bilo glede tega, da se ukvarjamo samo s financiranjem. Ta del ne drži. V javni obravnavi sta zakon o ZZZS in zakon o digitalizaciji zdravstva oziroma o informacijskem sistemu v zdravstvu, ki naslavljata v resnici strukturo slovenskega zdravstva. Dejstvo pa je, da je ta koalicija marsikaj obljubila, zlasti na področju zdravstva, tudi druge reforme. Kaj imate leto dni po volitvah na teh področjih pokazati volivcem, kar ste obljubili? Jaz bi se rad postavil v kampanjo za parlamentarne volitve leta 2022, kjer je bila glavna zaveza stranke Gibanja Svoboda in celotne koalicije, da v državo vrnemo normalnost, da v državo vrnemo socialni dialog, da v državo vrnemo, ne vem, spomnimo se, takrat so bile še maske, takrat je bil še COVID, da preidemo neko izhodno strategijo za vse to, kar se je dogajalo v zadnjih 2 letih. Mi smo družbo do te mere v enem letu, lahko si trdim, uspešno normalizirali, jo stabilizirali. Vse reforme, ki pa smo jih napovedali, večino njih po volitvah, nekatere seveda tudi v predvolilni kampanji, pa tečejo po zadanih časovnicah, kar se zdravstva konkretno tiče sploh, celo v delu o ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja smo pred to časovnico, zato ker je ta vlada učinkovito odgovorila na napovedane podražitve in s tem znova dokazala svojo učinkovitost. Je to dovolj ambiciozno, gospod Gladek? Dovolite, da se mogoče vrnem na začetek kolegovega odgovora. Se pravi, živeli smo v nekih časih, govorim časih epidemije, na katere Slovenija kot majhna država ni imela prav posebnega vpliva, in se je pač po svojih močeh, pa tudi po navodilih stroke in Svetovne zdravstvene organizacije borila proti temu. Zdaj, kolega Žavbi je dejal, da so vrnili državo v normalnost. Ampak danes gledamo proteste praktično vsak teden različnih interesnih skupin, gospodarstvo je nezadovoljno, sindikati so nezadovoljni, tako da, če je pač to normalnost Slovenije, se sam bojim za prihodnost Slovenije. Je to normalnost? Jaz se predvsem to zadnje dvoje, zdaj to, da so sindikati nezadovoljni, se s tem kategorično ne strinjam. Pred parimi dnevi sem govoril z enim ključnih sindikalistov te države, ki je rekel, oprostite, vi še preveč nam dajete na ESS, imamo rekordno število sej ekonomsko-socialnega sveta in so na tem pravzaprav zelo veseli. Zakaj pa potem protestirajo? Videli smo gasilce pred vlado. A to je zadovoljstvo? Protestirali so takrat gasilci zaradi nezadovoljstva ob napovedanem zvišanju plač sodnikov. Kot smo že takrat povedali, vse bomo celostno obravnavali v okviru plačne reforme, za katero pogajanja potekajo ravnokar in pričakujemo, da bomo tudi prišli z zakonskimi rešitvami v roku nekaj mesecev. Gospod Gladek? Če merimo uspeh delovanja vlade po številu ekonomskega socialnega sveta, jaz mislim, da to ni, meri se po dejanjih oziroma po rezultatih, ne pa po sejanjih. Zdaj, to je en kvantitativni podatek, lahko
mnoge druge metrike uporabimo za to, zakaj bi ta vlada lahko bila učinkovita, lahko začnemo v tem trenutku naštevati vse ukrepe, ki smo jih sprejeli na energetskem področju, vse ukrepe, ki smo jih sprejeli. Naprimer, včeraj je bila ena zelo zanimiva stvar, ki se je zgodila, ko je minister za obrambo Marjan Šarec podpisal pogodbo za letala za gašenje. To je bila obljuba, ki smo jo dali ob požaru na Krasu, ki se je dogajal, če se me spomin ne vara, v juliju. Ja. Od takrat naprej smo obljubili dve stvari, 1,5 milijona za prostovoljna gasilska društva in letala. To zavezo smo tudi izpolnili, tako da zdaj odvisno od katerega področja lahko začnem naštevati vse, kar je ta vlada uspešnega storila. Ali so seje ekonomsko-socialnega sveta merilo za to, ali je ta vlada uspešna? Za nekoga ja, za nekoga ne, absolutno pa to pomeni, ne, kaj implicira, da se seja sveta zgodi, da se tam obravnava zakonodaja. To pomeni, da je ogromno ene zakonodaje trenutno na ESS-ju, ki bo kmalu prišla na parlamentarne klopi. Tu velja spomniti, ne, da pod prejšnjo vlado socialni dialog ni potekal, gospod Gladek? Tukaj moram reči, da osebno težko komentiram, ker sem bil takrat gospodarstvenik in se s temi stvarmi nisem ravno veliko ukvarjal, sem pa kot gospodarstvenik bil izjemno zadovoljen z ukrepi oziroma mnogokrat presenečen, kakšne res ciljne ukrepe je prejšnja vlada sprejela za umiritev tega gospodarskega krča v času epidemije. Zdaj, gospod Gladek, Nova Slovenija, pač bivša koalicijska partnerica, zdaj ste, ne bom rekel, partnerji v opoziciji, ker so odnosi na mrtvi točki praktično. Oni se vam pri interpelaciji niso pridružili, ker da niste predlagali novega mandatarja. Zdaj, zakaj ne? Nazadnje je SDS ob interpelaciji celotne vlade Mira Cerarja po koncu razprave predlagala tudi sklepe, ki pa potem niso bili izglasovani. Boste te kakšne sklepe predlagali tudi tokrat po razpravi? O temu se bomo odločili tekom razprave oziroma na osnovi sestanka poslanske skupine. Te odločitve še nismo sprejeli. Zdaj, kar se tiče pa Nove Slovenije, odnosi niso na mrtvi točki, saj sam kot poslanec lahko rečem, da so na tej človeški kar se tiče človeške note, so odnosi s poslanci povsem normalni, so pa določene stvari, ki jih pač Nova Slovenija počne, po mojem oziroma po našem mnenju, blago rečeno, malo čudne. Ja, vaš predsednik Janša pa ne zamudi nobene priložnosti, da ne bi na Twitterju kaj pokomentiral, kaj špiknil, če tako rečem. Gospod Žavbi, kako vi razumete to potezo, da ni novega mandatarja, da še ne vemo, če sploh bo kakšno glasovanje danes po koncu razprave? Ocenjujem kot neke vrste taktiko pri sami interpelaciji, da se še malo o temu govori, da se mogoče kakšna dodatna pozornost temu namenjena, tako da razen kakšne grobe politične taktike ne vidim drugega razloga, sem pa absolutno prepričan, da v SDS-u vejo, kaj bodo storili. Veste? Ne. Za konec vprašanje za oba. Kaj torej prinaša ta današnja interpelacija, če potegnemo črto, zakaj je potrebna, gospod Gladek? Kot je bilo že na začetku rečeno, opozoriti na težave, ponuditi rešitve, mogoče izglasovati oziroma predlagati določene sklepe in na ta način opogumiti vlado, da določene stvari počne drugače, kot jih sedaj. Gospod Žavbi? Kar se tiče našega vidika, je to lahko samo priložnost, ko obelodanimo in predstavimo dosežke te vlade, resnih političnih implikacij, pa ta interpelacija z izjemo 14 ur programa na RTV3 ne bo imela. Dobro, bomo videli, kako se bo vse skupaj odvilo, ali bodo na koncu kakšni sklepi ali ne, kaj se bo zgodilo. Najlepša hvala, spoštovana gosta, gospod Rado Gladek, gospod Lenart Žavbi, da sta prišla na NN. Hvala za povabilo. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda bomo to interpelacijsko razpravo v parlamentu 14 ur bo trajala. Pozorno spremljali, sproti o tem poročali na naši spletni strani nninfo.si. Seveda bomo sporočili tudi končni razplet. Iz studija pa le še lep pozdrav in nasvidenje.